Teja Bratušek, letnik 90, diplomirala pedagogiko in sociologijo, torej dvopredmetni študij na Filozofski fakulteti. Zdaj si pa prvi letnik magisterija, torej druge stopnje na Teološki fakulteti, smer družinsko in zakonsko svetovanje. Tako. Zakaj to študiraš? V bistvu mene je od nekdaj zanimalo delo z ljudmi, pomoč ljudem in v bistvu ta smer mi ponuja vse to, združuje vse to. Zato, Dobil sem informacije, da si prostovoljka v organizaciji Zadnje upanje. Tudi, ja, med drugim. Kaj si delala prej, pa kaj vse si delaš zdaj? Kaj si aktivna? Trenutno sem aktivna v 3 dobrodelnih organizacijah. To je Zavod Zadnje upanje, to je Zavod za pomoč ljudem in živalim v stiski, Rdeči križ in pa v Leo klubu. Se pa še dogovarjam za še kje drugje. Od kje ti energija? Zakaj to delaš? V bistvu zato, ker želim prispevati k boljši družbi, ker želim pomagati ljudem in pa ker je neprecenljivo, ko ti nekdo res iskreno se zahvali, ko res vidiš hvaležnost v očeh ali pa ko ti nekdo objame. To so pa res tisti neprecenljivi trenutki, ko pa ne bi nič na svetu zamenjala s tem. Ok, to je zato, zakaj delaš. Ja. Dobro, sliši se super, sliši se fajn. Kako pa je tvoje neko splošno mnenje o prostovoljstvu? Tako na splošno. Mogoče kakega ti dojemaš ali pa čisto prostovoljstvo? Jaz v bistvu zelo cenim ljudi, ki delajo prostovoljno, ker marsikdo pozablja, da to ljudje delamo zastonj, da delamo to v prostem času. Je pa res, da na žalost se pa tudi dogaja, da kdo prostovoljstvo, dobrodelnost pa izkorišča za samo promocijo in to pa zelo obtežujem. Izkorišča samo za samo promocijo ali še na kak drug način? Mislim, je tu več načinov izkoriščanja sploh? V prostovoljstvu toliko ne. Večinoma tisti slabši primeri, za katere jaz vem, je v bistvu za samo promocijo bilo izkoriščeno. Za ostale stvari ne vem, nisem toliko seznanjena s tem. Pa misliš, da s prostovoljstvom, recimo v neki firmi, v nekem pogledu, da lahko si ustvariš neke reference za službo, recimo? Sigurno, ja. Mislim, zdaj se veliko poudarja, sploh na faksih delajte prostovoljno, pridobiš si izkušnje, pa v bistvu ljudje te spoznajo, vidijo, kdo si, kaj si in zagotovo, če delaš prostovoljno, si zagotovo neko ime ustvariš. Pa boš lahko ti osebno to napisala v svoje reference? Napisala ja, ampak ne vem, koliko mi bo to koristilo. Ok. Zdaj pa tako čisto pri tebi osebno, koliko časa ti vzame to prostovoljstvo? Vse tvoje udejstvovanje in kako zraven furaš še faks? Vse gre. Mislim, jaz bi tako rekla, če nekaj z veseljem delaš, ni nič težko, si razporediš čas. Mi pa kar vzame po faksu, včasih med faksom, odgovarjam na kakšne maile, ampak mi ni težko. Ok. Vedno več firm, mislim, vedno več je tega prostovoljstva. Je prihodnost v prostovoljstvo čisto tako? Glede službe misliš? Prostovoljstvo bo preživelo zaradi tega, ker je zdaj hit? Po mojem bo, ker se bojo vedno našli ljudje, ko bojo radi delali za druge, pa radi pripomogli k boljši družbi. Sigurno ne bo izumrlo. Vedno se bo nekdo našel. Po mojem, Čisto vedno? Ja, jaz zaupam v ljudi. Pa se mi zdi, da sploh zdaj v teh kriznih časih se ljudje bolj povezujejo, bolj so pripravljeni pomagati drug drugemu, kar pa je zelo lepo. Je motiv nekom pomagati? Da ti pomagaš, da se ti potem počutiš dobro, da nekaj narediš v bistvu za nekoga? Da veš, da si nekaj naredil za nekoga, ja. In zaradi tega si čisto prostovoljstvo? Ja, jaz sem, ko sem skoraj 10 let bo od tega, kaj se s tem ukvarjam, in ni bilo niti trenutka, ko bi pomislila, da ne bi tega delala, ali pa da bi, ne vem, dosti raje to delam, pa mogoče kdo tega ne razume, kot pa
da bi delala za nek denar. Dosti raje delam zastonj, pa v tem delu, prej si omenil zadnje upanje, ne. Tu pomagamo tudi brezdomnim živalim, res ljudem, ko so res na robu. Vidiš zgodbe, ko jih mogoče nikoli v življenju ne bi videl, če se s tem ne bi ukvarjal, ne. Te pretrese, se te dotakne, ampak na koncu dneva, tudi po vseh solzah, pa veš, da je bilo vredno, ne. Da si nekaj naredil, da si nahranil ena lačna usta, da si nekomu polepšal dan in ni stvari na svetu, ko bi lahko to presegla. Ko končaš šolo, delo pa prostovoljstvo ali samo prostovoljstvo? Ja, oboje, prioriteta mi je delo, ampak seveda jaz prostovoljstvo ne bom nikoli opustila, no, ker to je moj način življenja, to jaz sem in to bo me spremljalo vse življenje, no, dokler bom lahko.